Živijo in pa pozdravljeni v čisto nov vlog. Danes smo pa skočili malo čez mejo na italijansko stran. Ne vem, kako se sicer točen klele reče. Bom pa dal valjda v opis tega videa, tako da si lahko malo več detajlov pogledate. Gre pa v bistvu za eno tako malo manjšo progo, ki je pa v bistvu zmočena in je idealna prilika za to, da lahko se, bom rekel, na neko tako nizko hitrost učiš driftati oziroma da malo sprobaš meje svojega avta. Danes smo pa predvsem zato kle, ker se vsi sprašujemo, a je Mustang sploh primeren, da drifta, oziroma a se da z Mustangom driftati, oziroma a sem jaz sploh kaj sposoben voznik, da lahko tak avto sploh vozim. Je pa res, da tale avto že v osnovi ni neki ful za drift naštiman. Začne se že s telim gumam tlele, ki pa piše zdaj 315, 30, 19. To je čist preširoka guma za driftati, pa spredi isto 305, 30, 19. Ok, zdaj, če si res Adam LZ, pa imaš pač entry speeda 160 na uro, ti mogoče to še malo bolj prav pride. Ampak za tele low speede, pa za nas, ki smo malo bolj amateri, pa tole ni najbolj primeren. Je pa res, da ima Shelby v bistvu že z fabrike mehansko špero in pa 530 konj na zadnjih kolesih. Tako da v teoriji pač on bi mogel driftati, a ne? Ampak danes nas pa res zanima, kako se ta avto dejansko po šrek pele. Zato, ker kakor smo videli v dostih posnetkih, pa to, ko avto enkrat počes spraviš, Mustang full rad snapne, tako pač samo obrnete. Zdaj ne vem, zato, ker je vzadi toliko lahek, pa je spredi toliko ekstra obtežen. Ampak ja, nič, najbolj da zalaufamo tele šobe, pa se gremo kar pelet. Mustang je res zahteven avto za driftati, sploh specifično s tem Shelbyjem, ker je avto še dodatno narejen, da ima maksimalno oprijema, kar se le da. Tako da ti pa da nekih 5% okna priložnosti, znotraj katerega ti lahko driftaš, ker vse, kar je pod teh 5%, je totalen grip, vse, kar je pa nad teh 5%, pa avto sam snapne. No in tako izgledala tudi večina mojega dneva klele z Mustangom na progi. Come on, no. Noč, pojmo kar od začetka. Najprej se lotimo 90 pa 180 stopinskih ovinkov, zato da najprej enega pa po enega lepo po šrek spelamo. Pol pa začnemo ovinke povezvati, se pravi iz prvega v drugega, pa v tretjega. In kad ti pa to v temu avtu rata, ka se res moraš toliko truditi, da speleš, je pa boj na koncu res rewarding. Nice. Dobro mi je Mustanga tudi tako voziti, zato ka vsak reče, to gre sam naravnost, a veš. Odgovor na naše vprašanje je ja, Mustanga se definitivno da driftati, ampak on je res en tak divji konj, da takoj, ko boš malenkost preveč aroganten, te bo sam zmetal. Zato sem se odločil, da grem klele po isti progi probat, če od brata 370Z. Štrom? A držiš, a sam pritisneš? Sam pritisneš, ok. Pritisneš pa vse sklop. Ok, gremo, krog 1.
Koliko je to lažje, stari. Všeč mi tole. Ful lepš snap, ne pač. Pa najma zato, ker so ožje gume, ali pa to, ki je bolj predvidljiv. A škoda mojega snapne, stari. Ne bom več driftal z Mustangom. Zeko for the win. Ja, no. Kar tako šest Mozart zelo. And let's go. Koliko je to easy, no? Jaz se pa pobijam še cel dan z unmu konom butast moj. Aj to. Občutek imam, da sem prišel iz ene fizike za fakulteto vrtat, stari. A tajna. No, moj bi se zdaj že obrnil. Kaj je to zakon, ej? Mi smo se zdaj cirka 4 ure vozili, tako da lahko rečem, da nekaj treninga je za nami. Tudi dejansko zdaj lahko povem, kakšen je občutek, ker sem vozil in Shelbyja in Zeja od Jana. In moram reči, da me je Shelby kar malo razočaral, ker sem mislil, da je to malo lažje, po drugi strani je pa to tudi res, da je to nek divji konj. Ampak, če se mene vpraša, Mustang siguren ni narejen za driftati. Dobro, s kakšnimi predelavami ja, ampak siguren, če pa kupaš avto od novega ali pa iščeš nekaj, bom rekel, dost out of the box, tako kaj tale Z, je pa tole siguren 100-krat bolj. Jaz sem se s tem avtom pelil in tako ta prvi krog polinkal vse, kar sem se prej 2 ure pobijal s temu narediti. V bistvu nekako neka zaključna taka misel od dneva je ta, da če vam je všeč drift, pa če radi driftate, ne kupiti Mustanga. Navozili smo se, zdaj pa treba še nekaj dobrega pojesti. Tukaj smo prišli v Sushi Plac, jaz se ne spoznam toliko na sušije, ampak mi je pa izjemno všeč restauracija, ker lahko človek takole parkira. To je ta parking. Piko majster. Stari laj, kakšen je avto, koliko imajo te šobe vodenega kamna. Pa ne se jezat, imam cel avto v foliji, tako da nav nič upraskan, če takole s prstom malo pacam. Zelo pa dala oba avta kar v aktivno peno, pa ene 5 minut bova pustila, da to svinarijo malo požre. Pa še orang z gobo obrišemo, da tole svinarijo pa spravimo. To Parjanu sva ga že 3-krat oprala, pa isto s kisom, pa s foamom, pa z vsem. Pa se še zmeraj vidi lise, tako da ga treba tudi spolirati dati. Jaz imam pa na Shelbyju PPF in sva ga sam peno gor čez celega. Glejto, šajba, stari. Tudi ene pikce se ne vidi. To je pa money well spent za PPF. Res je dober, kaj je avto 100-krat lažje vzdržati. Evo, Zeko pa Shelby sta oprana. Končan spet zgleda črna kot črna. Je šlo pa z tega res lažje. PPF za tiste, ki ne vidite, je v bistvu paint protection film. Tlele se dobro vidi, ki ima majčken odstopa, pa poj vidiš. To tako zgleda pač folija,
In v folijo je pač cel avto oblečen. In na folijo se pač svinarija ne prime toliko, tako da tega sva prala zelo samo enkrat, ker Zeja sva mogla pa 3-krat zdrgant. No, kako je sfleten zdaj greš pa po dikco. Sem pa opazil komentarje v zadnjih par vlogih, ki ste me spraševali malo več od tega le 370 Zeja, tako da dajmo si ga danes končno malo bolj od bližje pogledati. Pa dajmo začeti najprej pri zunanjosti. Se pravi, klele boste tisti, ki se malo bolj spoznate na Nissane oziroma na tele Japonce, boste opazili, da ima avto komplet body od Nismota. Evo, tudi klele imaš značko, ali pa klele še ena. Komplet body je bil predelan v Nismota. Vidiš pa še zmer original feltne. In tle se pa tudi zelo dober pol vidi, koliko je v bistvu Nismo širši in koliko tlele tale feltna še noter pride, s tem, da Jan, a so kle že distance gor? So, ne? S tem, da so kle že distančniki gor, pa bi kar lahko še malo bolj ven prišle. Tako da to je ena želja še dobiti od Nismota feltne, kako se jim že reče, Nismo V1. V glavnem bom dal tlele slikco, da si predstavljate, kako izgleda feltna, pa kako izgledajo feltne na avtu. Meni so osebno ful lepe in te feltne pol tudi lepo pridajo klele na rob in se mi zdi, da je to res ena taka stvar, ki temu avtu še manjka. Tako da, če se kjermu doma valajo ali pa poznaš kjerga, ki bi jih prodal, mi napišu DM-se, pa se bomo zmenili, ker mi bi res radi imeli te feltne. Oziroma, Jan bo orang šparovc razbu za tele feltne. Ok, daj ti zdaj povej, kva je v bistvu klele na temu avtu, kar ni original. Ja, zdaj najbolj out in the open, ne, so teli zračni filtri. Ok, to ni original. Ne, original so zaprti, ja. Ok, se pravi, da bolj diha. Aftermarket intake, pa tudi te zračniki na haubi so aftermarket. Sam to je od Nismota kao, a ne? Ne. A ja, ne, to je še... To je prav aftermarket. Ok. Ok, dobro. Dodaten hladilnik je za olje, Krapovič sistem. Dobro, Krapoviča bomo zdaj v kratkem pogledali. Ideja klej ta, da avto ful več zraka zajame, pa da ima še dodatne hladilnike, zato da pač se motor pa olje pač čim bolj hladi, a ne? Ja, pa da se ne pregrevajo. Pa še diferencial je v zadnji menjan. Aha, točen, ja, v zadnji ima še mehansko špero, ki je malo bolj zaprta oziroma malo bolj grab, kot tisto, kar je bilo v originalu, a ne? Ja. To grdo cuno daj preč. Evo, v zadnji pa takole zgleda. V zadnji je avto čist slečen, sam tok je tale tepih not, da lahko še na ruzak odložiš. Pa kukar vidite, so klele že zmontirani teli taka ta 5-točkovni pasovi noter. Poj pa avto še na komplet KV gevindah, pa noter so še pole positioni namesto tistih originalnih zicov. Boste pa tisti z malo bolj sukolim očesom tudi opazili, da je tale avto avtomatik, kar pa se mi zdi, da kar precej deli mnenja za avtomobilske navdušence oziroma lastnike teh vozil. Valjda po večini folk preferira ročen menjalnik, kle v temu primeru je pač avto avtomatik, to smo tudi vedeli pač valjda, ker smo avto kupovali in to vzeli v zakup. Ampak moram reči, da se avto še zmer ful dobro pele. Všeč mi je, ker ga daš ti recimo v drugo, pa ti on ne bo prestavil, tudi če ga ti po limitarju tolčeš. Da to je ful dobro, da ti on, ne vem, sred drifta ne vrže iz druge v tretjo recimo. Pa pol recimo, ko se dan peleš, ga pač daš v drive, pa je avto avtomatik. Tako, če po kakšnih kolonah kruzaš pa to, sploh za Jana, ki je pač to njegov daily, pač ok, ja, je praktično rejskar, ampak pustimo to. Je včasih fajn imeti tudi avtomatika. Zdaj, če bi pa slučajen ta avtomatski menjalnik zaroputov ali pa da bi šlo kaj narobe, bi ga pa valjda swapnali z ročnim. Edina stvar, ker so še z Janom gledala, da bi tele v bistvu oranžne inserte dala v črno alkantaro, pa mogoče zelene šive, tako kot so teli takata pasovi. Tako da napišu spodaj v komentar, če se strinjaš s tem, ali bi ti notranjost kaj drugačna naredil. Pa še best for last, avto ima komplet Krapovičev izpušen sistem. Je pa tale v bistvu še malo bolj spraznen, kukar pride iz fabrike. Tako da iz core straight pipe. A imaš ti... Dobar katalizator je imaš še nota, ne? Ja. Čak, mogoče ti lodi. Bi mogel biti lonc. Evo, le. Je pa sam. Klele, v bistvu bi mogel biti lonc, ampak je kar direktiva. Pa vem, da vas to vse zdaj zanima, tako da dajmo ga kar zalaufati pa poslušati tole V6 simfonijo.
Nice. Žal sicer tole ni bil cold start, ampak meni je zvok res všeč takole kresne. Sam pol, ko mu pa daš malo več gasa, mi pa že kar malo preveč oster. Tako da ja, tudi to je želja zrihtati, da se v bistvu vzadi da nek umesen lonc, zato ka avto, ki ga res pohodiš, toliko žaga, da če si vzadi, te ušesa bolijo. Pa dajmo ga vseeno majčkeno poturirati. A vidiš, že zdaj zareže, pa je bilo to 2500 obratov. Ajajaj, dobro, da niso vsi doma. Takrat smo pa ta avto kupili od našega ful dobrega prijatelja, on je bil tudi prvi lastnik. Avto je bil redno vzdrževan, garažiran, skratka tako, ko se zagre. In ful smo veseli, da imamo zdaj še ta avto pri hiši, sploh pa valjda Jan, ki je to njegov prvi športen avto. To kot Zia je pa fajn, zato ker imamo zdaj ročnega 4x4 bajt, se pravi Focusa RS-a, pa Shelbyja, ki je V8, pa zdaj imamo še tega Japonca. Tako se mi zdi, da počasi z Janom eno tako fletno kolekcijo gradiva in imaš dejansko skoraj za vsak okus nekaj, oziroma kad ti nekaj zapaše, je to Japonc pa V6, je to Američan pa V8, pač tisto zadevo vzameš z garaže, pa greš uživati. To je to za ta vlog, v naslednjem ti pa pokažem, kako izgleda, ko se prijaviš za čisto novega Mustanga GT2. Ajde, čau!